Lep pozdrav v prvem športnem komentarju za internetno stran delo.si. Z menoj je Oto Giacomelli, lahko rečemo starosta slovenskih športnih novinarjev, predvsem skakalnih. Jaz sem Miha Hočevar, urednik športne redakcije Dela. Oto, lep pozdrav. Hvala lepa, tudi gledalcem lep pozdrav. Oto, še kaj šteješ, koliko si bil v Planici? Ja, to pa skoraj ne morem prešteti, glede na to, da sem bil prvič že kar resno tam leta 54 pravzaprav na otvoritvi, odprtju tedaj nove Blovtkove velikanke. Vem, da sem se iz Žirov dvakrat peljal v soboto in nedeljo s tovarniškim Mercedesom, ampak tovornjakom seveda. In sem bil seveda presrečen, da sem to videl. No, več kot pol stoletja že tega. Ja, to je že dolgo. Koliko so se zadeve kaj spremenile, po čem je bila letos posebna Planica po tvoje? Ja, seveda se je med tem časom, tako kot se je sam šport spremenil, in je doživel velikanski razvoj z preskoki, zlasti potem po 75. letu, ko so se skakalci tudi bolj oprijeli nove sodobne tehnologije, tako kar zadeva smuči kot vezi, kombinezonov oziroma dresov, se je strašno veliko spremenilo. V osnovi pa seveda skakanje ostaja skakanje, samo da zbira danes recimo bolj lahke ljudi. Mi smo pa v tistem času tudi tako trenirali, da smo pridobivali mišično maso, nismo bili taki ptički, kot so zdaj tele naši sodobni letalci in skakalci na smučeh. Si lahko v enem času predstavljal, da bi lahko tudi take rezultate dosegali v Planici, torej letos je bilo res nekaj izjemnega? Ja, takrat seveda, ko sem jaz začel skakati, Slovenci oziroma takrat smo bili Jugoslovani, nismo dosegali tako velikih izjemnih športnih rezultatov v smučarskih skokih, čeprav občasno so že tedaj od Polde, ki je recimo dosegel najdaljši skok druge serije na olimpijskih igrah 48 in opozoril, da je nekdo, in potem čez Pečarja in tako naprej, Boža Jemca, da ne govorimo, seveda potem je bil Šlibar z svojim svetovnim rekordom strašna senzacija, in vedelo se je, da lahko konec koncev tudi mi kdaj začnemo delati red v svetovnem vrhu, ampak kdaj, to je pa težko bilo pričakovati ali pa napovedovati iz preprostega razloga, ker smo nasplošno zelo zaostajali v športni pripravi, v možnostih in tako naprej. Morate približno takole, vam bi rekel, jaz sem približno s 27 leti nehal zaresno skakati, pa sem začel ravno tako, tam pri 8-9, ampak mislim, da imajo danes 13-14-letni fantiči dvakrat več skokov, kot sem jih jaz imel potem, ko sem končal kariero. Seveda to na velikih skakalnicah, to ne na malih. Mi smo imeli za pripravo na poletje leta 1969 v Planici samo tedanjo 85-metrsko skakalnico. Na novi letalnici Vratov Gorišek se je pa tisto leto najdlje skočilo 165 metrov, se pravi dvakrat več. Si lahko predstavljate, da smo slabo pripravljeni šli čez to galgo, kot smo rekli, in seveda večino nas je bilo zelo strah. Prav, kako bi rekel, prav ravnodušno je nobeden ni seveda sprejel, je pa to velikanski mik, da se s tem spoprimeš in da ta strah obvladaš in premagaš. No, naši tekmovalci očitno niso imeli strahu letos. Kaj se je po tvoji oceni zgodilo v zadnjih 2-3 letih? Ta eksplozija, pred 3 leti smo bili še v neki krizi, potem je prišla zamenjava Zupan Janus. Je bil to ključ ali je pač tole zdaj plod nekega daljšega dela po klubi? Tudi to, mi imamo seveda eno srečo, to je že treba reči, potem, koliko imamo mi mladine odzad, če bi imeli še malo boljše razmere v klubih, bi jih bilo še več, bi mi morali biti že marsikdaj boljši, kot smo bili. So se pa te krize in vzponi pri nas zelo ponavljali, in nismo znali vedno imeti, kako bi rekel, srečno roko, ne s trenerji, ne z znanjem odzad. To je velika, komplicirana organizacija, to je težko naštevati, kateri vse dejavniki ključno odločajo. Zdaj se je pa zbrala ena generacija mlada,
ki ima enega svojega vodnika, ki je malo starejši, ne, našega najboljšega letalca, bi rekel, zadnjega desetletja, Roberta Kranjca, in seveda on jim je s temi koraki utiral pot. In ker, če imaš ob sebi človeka, s katerim vidiš, da ga lahko na treningu recimo dosegaš, potem ta samozavest raste. To je ključen dejavnik. Ni sporno, seveda, da je imel Janus tukaj zelo srečno roko, da so ga fantje sprejeli, da mu očitno verjamejo, to je drugi predpogoj, če hočeš biti uspešen, zbral si dobre pomočnike, naredil je dobro ekipo in glavno in ključno pa po moji sodbi je, vsaj tako je čutiti, tudi če po televiziji to spremljaš, ne samo, če si blizu, da je med njimi vlada izjemna kemija. Dokler bo tako, mislim, da bomo kar dobro stali. Seveda ne moramo pa pričakovati, da ne bi bilo nobene krizice, tudi to sezono je šlo gor in malo dol, pa spet nazaj. In to je pravzaprav največja kvaliteta, ki sem jo pri tej ekipi opazil, da jih ni podrl, tudi če so naredili kdaj kakšno grobo napako. Ali je nekdo drug skočil, pa je naredil rezultat, ne? Pa so ta, recimo, kakšen poraz preboleli, pa so spet prišli nazaj, ne? Tako, da je res fenomenalno, da smo pa zdaj zmagali tako rekoč z enim debitantom, ki je prvič oblekel dres reprezentance v Planici, zaradi tega, ker smo žal bili ob hvalo med tem zaradi forme in tudi imeli smisla, da bi se mučil z letenjem. To je pa res fenomenalno. Da, seveda ne govorimo o Tepešu včeraj, pa in Prevcu in vseh treh v top 6, pa prejšnji dan Prevc, to je res navdušujoče in kaže, da seveda, če smo pametni, če se stvari lotimo na pravi način, smo lahko uspešni. Tako so se lotili na vse zadnje tudi ekipa Maze, pa so uspešni. Skratka, mi, če dobro postavimo male sisteme, nam odlično klapajo. Na velikih smo pa šibkejši. Ta skakalni sistem se zdi že kar velik. Zdaj omenil si, hvale ni bilo, velja za najbolj nadarjenega skakalca v tej generaciji, pa se sploh nobenega ni pogrešal skoraj. No? Mislim, ja, to je srečna okoliščina in mislim, da je bilo tudi hvali se odvalil kamen od srca, ker je imel dobro zamenjavo, ker drugače bi zagotovo trpel, on si bi strašno želel skakati v Planici. Ampak on je lovil to zmago v svetovnem pokalu in mislim, da je takrat mu malo pošlo te bi rekel, notranje energije in potem, ko se ni v Predacu znajdel na tisti mal specifični skakalnici, je poskušal najbrž malo na silo, to po skakanju ne gre in potem je videl, da ni pravi za Planico. 2 dobra skoka, 3 slabi. Tako mi je menda šlo na treningu in zato se je, mislim, pravilno odločil, da ni letel. No, vsi smo pričakovali dvoboj Kranjec-Schlieren-Sauer za ta mali globus. Na koncu je eksplodiral Jurij Tepeš, dosegel več kot njegov oče, ki smo ga pred 2 desetletji in več častili kot enega največjih skakalcev naših. Kaj pa njegova zgodba? Kot mladinec je bil strašno perspektiven in je rabo, da je zdaj prvo zmago slavil. Ja, to dozorevanje skakalca ni čistega modela, da bi se lahko ravnali sam po enem tipu. Schlieren-Sauer je direktno iz mladinske konkurence, ko je bil pri nas svetovni prvak, če se prav spomnim, v Kranju, tam 2005 ali 2006, je vzletel naravnost v svetovno špico, ne? In je pa, mislim, približno nekaj enako stara. Ne? Eni potrebujejo nekaj več. In imamo v grobem 2 tipa. Eni zelo mladi in direktno na vrh, drugi pa malce bolj počasi. Tak malo bolj počasen, ker se ga še spomnijo tudi gledalci, je bil recimo Sven Hannawald. Sven Hannawald je vzletel v svetovno špico tik zatem, ko bi ga skoraj vrgli iz reprezentance, če ne bi zanj se zauzel tedanji zahodno-nemški oziroma nemški trener, žal že pokojni, bi najbrž ga nikdar ne videli. Ne? Potem je dosegel fenomenalne rezultate, edinega četverčka na novoletni turneji. Skratka, ni nekega recepta, prvič so ljudje si različni med seboj in ta pot ni tako vedno enosmerna, pa vse po malih korakih. Gre tudi navzdol in potem včasih kakšen eksplodira. Tak tip je
bil v tej sezoni zagotovo Tepeš, ki pa po vrhu preseneča z eno, bi rekel, izjemno, ekstremno tehniko, ki je zelo občutljiva. Zato so se mu tudi spodrsljaji dogajali. Ampak zdaj, ko ima to pravo samozavest in ne gre stvar na silo, je perfekten in jih je preprosto včeraj, bi rekel, dal, ne, celo svetovno špico. In seveda vsi so ljudje, tudi Šlirncaver je človek. In tudi Kranjec je človek. Ni 100% predvidljivo, kaj se bo zgodilo na poletih, recimo naslednjo zimo. Ne vemo, moramo kar počakati. Pa misliš, da smo videli te že v naši reprezentanci malo menjavo generacije. Kranjc, ki je pač prevladoval predvsem v Planici, je bil tretji od naših, recimo na zadnji posamični tekmi. To pomeni, da že malo prepušča mesto Prevcu, Tepešu. Ja, no, to se bo videl. Tema je, če bo motiviran, kot vidite, Kasaj skače, bi rekel, kot nor. Ne? Se ne moreš verjeti pri 41 od kje jemlje motive. In v Planico, mislim, ne vem, če je kdaj tako dobro odskakal, razen še na stari Lovtkovi velikanki, ki je postala normalna skakalnica, je, čeprav vem, še zmeraj rekorder 147 metri, pa najbrž nobeden v Planici, razen parih specialistov, ki smo to doživeli v živo, več tega ne ve. Ne? Bilo je pa tisto fenomenalno sezono 98, ko bi zaradi spremenjajočih se razmer v zraku Primož Peterka skoraj bil ob drugi veliki globus. Ne? Kaj misliš, kako se bo ta zgodba pelala naprej? Bo tle kakšen vele šampion izskočil iz te ekipe? Kdo ima ta potencial, ali misliš, da bomo imeli neko podobno zgodbo, kot smo imeli recimo v alpskem smučanju, v slalomu, ona generacija Košir, Kunc, Vrhovnik, ki so bili pač zelo solidni, vsi tri recimo v 10, pa nihče, ki bi recimo prav prevladoval. No, ne bi bil rad profet, ampak glede na to, da imamo recimo Petra Prevca, ki zelo stabilno, korak za korakom postaja šampion, ni sporno. Imamo Tepeša, ki bo očitno zlasti na velikih skakalnicah letalec super. Prevc je tako rekoč oboje, sam stvar dneva. Odzad prihajajo novi mladi. Ta generacija bo s temi rezultati samo zadnjih 2 let motivirala nov rod. Ker če gremo pogledati nazaj, se vidi, da takrat, ko je bila recimo generacija torej Tepeš starejši pa Primož Ulaga, so potegnili nova in iz nje je prišel Franci Petek, svetovni prvak, je imel ogromno smole z poškodbami, ker je takrat mnogo teh skakalcev, ki so se morali prešolati iz klasične tehnike v škarjasto, je veliko med njimi plačalo s težkimi padci in recimo Franci je bil eden najbolj nesrečnih v tem pogledu, če ne bi tako hitro končal karijere. Ni pa nikakor ne edini. In potem, ko je bil Franci Petek, se je pojavil čez 5-6 let Primož Peterka. Ne? To gre nekako, vsaj po mojih izkušnjah, se drugega navdihujejo in pride nov rod. Je pa seveda zelo pomembno, če stroka pa cel sistem klapa, ker lahko potem tudi na dolgi rok motivira tudi tiste, da dozorijo, ne? Ker to, kar se je nam dogajalo, da je recimo 22 let star svetovni prvak Benkovič zginil in ga nikjer več ni, ne? To se ne da kar tako preboleti, tudi Avstrijci, kot vidite zdaj, ko se je mal potresel, nimaš kar tako zamenjave. Sej imajo zelo talentiranega Štefana Krafta, ampak ta rezervar ni enorm, ni neskončen. Ne? In mi, ki imamo omejene človeške vire, moramo zato znati zelo pazljivo ravnati, ne da bi delali z njimi vebati in tako naprej. Red mora biti, ampak to so motivirani ljudje. Se nič ne bojim, da bi kdo med njimi ne bil voljan še dolgo časa trdo delati. In to trdo delo je ključno in to trdo delo je prinesel v našo ekipo Goran Janus. Ne pozabiti, da je on delal in sodeloval z Denekom Remzo
ki je veliko naredil tudi za naše trenerje. Vsi ga imajo še danes v dobrem spominu in tam je vedno veljalo prvo delo, potem je pa tudi kakšna šala. Ne? No, reprezentanca očitno ima neko rdečo nit. Kaj pa Planica kot prireditev, kot športni praznik? Velike spremembe se obetajo, pa zdaj so obnovili končno tole staro Blodkovo velikanko, obeta se tale nordijski center, prenova letalnice. No, če sem jaz prav razumel, je prenova Planice povezana tudi z ambicijo prirediti svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, kar ni zelo preprosto in jaz se sam bojim, da tam gor pri teh skakalnicah ni dovolj prostora. Zato bo treba še dodatne prostore najti, ker če ta veselični prostor, da tako rečemo, vse te šutare in tako naprej, kam jih bomo pa postavili med svetovnim prvenstvom, to ne gre. Tako rekoč na istem prostoru. Tudi lokacija zdajšnja tekaškega štadiona se mi zdi, če bi jaz bil tekač, rahlo ponižujoča, zato, ker kdor pozna nordijsko smučanje, mora vedeti, da je centralni objekt nordijskega svetovnega prvenstva je tekaški štadion, ne skakalni. Skakalnice so neke vrste, bi rekli, recimo jagoda na smetani. Ja, to ja. Interesantno in spektakularno in tako naprej. Ampak vendar nordijsko smučanje je tek in so seveda tudi skok in nordijska kombinacija in mislim, da bi moral ležati centralno. Potem se pa seveda spet z drugimi stvarmi stvar malo skrega, zlasti za izteki morebitnih plastičnih skakalnic. Jaz mislim, da plastičnih skakalnic v Planic, ki dosti ne rabimo. Rabil bi kakšno malo za Kranjskogorski oziroma Rateški skakalni klub, zato da bi te mali fante, ki želijo skakati, imeli možnosti doma. Drugače je pa staro pravilo, da so velike plastične skakalnice v mestih. Zdaj, ker jo že imamo zdaj v Planic, nima nobenega smisla, ker nimamo toliko denarja, da bi delali recimo v Ljubljani. Ampak potem, če kdo misli, da bomo po letu v Planici prirejali Grand Prix na vročini, ne verjamem. V Ljubljani bi pa ljudje prišli, pa v Kranju tudi pridejo. Velike plastične skakalnice sodijo v mesta, to je staro priporočilo FIS. Ne vem, to je bila tudi usmeritev Smučarske zveze, tam do leta 2000, zakaj so jo spremenili, ne vem, ampak za mene je to nerazumljivo. In nepotrebno, ta prostor je treba razbremeniti, zato da bomo tam dobili ne samo skakalne in tekaške kapacitete za svetovno prvenstvo, ampak tudi vso drugo infrastrukturo, ki je potrebna, da to imaš. Morate računati recimo že s tem, da glavno tiskovno središče potrebuje 250 do 300 delovnih mest za novinarje. In to ne more biti tako, kot je zdaj v Kranjski Gori. Poleti 2 dni, 3 dni je ena stvar, 11-dnevno svetovno prvenstvo je druga zadeva. Marsikaj v tem je, pa kam z vso to strašno veliko infrastrukturo, avtomobili, za televizijo in tako naprej, pa studiji, to ne bo tako lahko. Ne vem natančno, kako to načrtujem, kako si to predstavljam, ampak jaz se bojim, da tole ni bilo dobro domišljeno in da bi kazali še enkrat razmisliti o razmestitvi. Ko se bomo zazidali, potem ne bo to kaj prida. No, letos se je veliko govorilo o trajnostnem razvoju in nekih ekoloških pristopih, prevozih z javnimi sredstvi. Je tle kaj substance, bo to kaj izboljšale razmere ali so to bolj neke... Ne, mislim, da je to v redu. S to idejo je že dolga leta operiral dr. Boris Leskovec in je tudi zelo natančno opisano v eni od verzij, s katero je bil na tem natečaju Planice, ampak ker je predlagal, da 3 male skakalnice naj ne bi tam bile, ker je tako lociral tekaški štadion, niti je ta projekt izpadel tako rekoč, v predizboru. No. Je pa to zelo natanko obdelana ideja. Vse celo z predlogom, da bi morda od Jesenic
do bivše ploščadi, zdaj ko ni več meje, ne, podaljšali morda za 400-500 metrov železnico in od tam odpeljali zgodbo v Planico. To je dobra rešitev in mislim, da je zelo koristno, da so se tega lotili, tudi da se vidi, ne, kako ta stvar gre. In marsikdo, tudi tujci se res Planičanom čudijo, da jim to kar uspešno ratuje. Vse so včasih bile drobne težave, da se je kaj zablokirali, ampak mislim, da imajo toliko izkušenj, da bo to super rešitev. Na srce doline je letalnica, ki je pač izgubila primat na svetu. Proti Vikersundu zdaj spet napovedujejo lov na teh 250 metrov in to tekmo je smiselen, je izvedljiv. Izvedljivo je, seveda vse stvar je prvič v tem, koliko to stane, ampak ta denar se bo po mojem dobil. Motiv zagotovo za Planico je, da se vrne nazaj v ospredje. Mednarodna smučarska zveza ni naključno dovolila povišanje skakalnic za 5 metrov, čeprav s tem nekatere mal postavlja v drugi plan, recimo Oberstdorf, do neke mere tudi Kulm, zlasti pa Harahov, ki bi potreboval temeljito prenovo. V Planici v primerjavi z Vikersundom, če naredimo tako rekoč enako skakalnico ali pa z nijansami, to bo Janez Gorišek že znal, o tem jaz nič van ne dvomim, bomo seveda leteli blizu teh 250 metrov, če tudi je po drugi strani Mednarodna smučarska zveza pa kombinezone začela ožati in kot smo letos videli, je bil najdaljši polet 230 metrov s podrsom. S temi kombinezoni se leti zelo visoko, če še veter odzad rabi še več hitrosti in seveda za to višji let, če hočeš pristati v te, kako bi rekel, v cono skrajnih meja zdajšnje ali pa čez recimo prihodnje leto nove povečane velikanke. Jaz nisem preveč rekel, naklonjen temu kvantitativnemu razvoju in mislim, da bi bilo pametno, da bi stvari ustavili in da bi se razvoj izkopal v tej smeri, da se letalnica izskače znotraj iz teh danih možnosti in da skakalci s čim nižjo hitrostjo skočajo čim dlje. Razvoj je šel že v tej smeri vsa leta in tudi gre še naprej. Vendar smo zdaj videli v Planici že lansko leto, ko so bili še ožji kombinezoni, da se leti višje, če se hoče skočiti zelo daleč. Padec, ki ga je doživel tale naš Jakobsen, Norvežan, ni bil pravzaprav čisto nič posebnega. Ampak tukaj delujejo tako velikanske sile in navori pri več kot 250 cm dolgih, razmeroma težkih smučkah, da je seveda šel kolen in na videz sploh ni to izgledal noben padec, ki bi bil kaj strašljiv. Skoraj padec ni bil, bi rekli skakalci. To se pravi, da se ni za hecati. To ni šala. In končne meje so človeški material. In danes s simulacijami matematičnimi in z vsem tem vedo, da če bi še večjo bi se pa 300 skočili. Vse to ni nobena posebna ovira. Edino pristajalna hitrost se bi toliko povečala, ne, da bi ob vsakem padcu ali pa že ob podrsu se najbrž kaj zgodilo. To pa ni več čisto prijetno in ne vem, če je to kakšen športni smisel. Če zaključiva, ker so že malo dolga, drugo leto 80-letnica Planice, ja, velik praznik. Stanje v skakalnem narodu in glede organizacijske plati in reprezentančne, kaj je za pričakovati za olimpijsko sezono? Ja, olimpijska sezona bo seveda nov motiv. Zelo so nas razvadili letos. Ni rečeno, da bo šlo vse tako gladko. Moramo stati na tleh. Je pa prav, da grejo pogumno in z visokimi cilji naprej, ker če jih ne bi imeli, potem seveda jih tudi ne morejo uresničevati. Če bo vse srečno šlo in če vsaj ekipno kolajno prinesemo iz Sočija, bomo zelo veseli in potem bo Planica 2013 pokala po šivih kot ponavadi, ker seveda skakalni navdušenci slovenski znajo prirediti tudi čisto eno posebno atmosfero, to nam tudi
tudi tujci priznavajo, da je v Planici čist nekaj posebenega, da tega ni niti v Oberstdorfu, niti na Kulmu, niti v Vikersundu. Čeprav ima vsaka svoje karakteristike in je zelo šarmantno tudi pri nemških navijačih sodelovati in gledati polete, ali pa avstrijskih, pa norveških, ki imajo pa sploh posebno kulturo s svojimi zastavicami. To je super. Planica bo, če bo še nova letalnica, seveda potem trikratni zadetek, če bomo to olimpijsko sezono kolikor toliko srečno odvozili, in jaz sem optimist. Ne smemo pa, bi rekel, misliti, da je to zdaj vse kar tako. Vsi drugi se bojo tudi trudili, vse druge bo tudi motiv glavni olimpijske igre v Sočiju, tako da bo trda. Drugo leto bo bolj trda kot letos, ki je bila le neka, bi rekel, presežna sezona, ko smo se malo tudi med sabo so se gledali, kaj bo drugo leto. Trda bo, trda. No, upajmo, da bomo torej ob 80-letnici Planice pozdravili novo letalnico in slovenskim olimpijskim prvakom.